Okay. Dobro jutro na prvem strokovnem dogodku danes v petek na Festivalu slovenskega filma. Moje ime je Sabina Briški-Karlič in prihajam iz Zavoda Motovila, Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji in vas lepo pozdravljam. Kot rečeno, odlično je videti, da ste si že ob 10. zjutraj vzeli čas za teme, ki smo vam jih pripravili v sodelovanju z SIGIC-em, Slovenskim glasbeno-informacijskim centrom. Namreč danes bomo v to uro pa pol stisnili dve temi. Jaz vam najprej dam en pregled novosti podprograma Medija. Ustvarjalna Evropa je, kot veste, upam, da veste, če še ne veste, je danes priložnost za tukaj me potegniti za rokav. Je program Evropske unije, ki spodbuja evropski audiovizualni sektor. In bomo šli v najbolj res sveže informacije, ki smo jih mreža Centrov Ustvarjalne Evrope, ki obstajajo v 40 državah Evrope, dobili ene 2 tedna nazaj frišno za prihodnost, za naslednje leto in neke smernice in trende, ki bo program spremljal oziroma jim sledil. Moj del bo približno 45 minut, probala bom ene pol urce predstaviti stvari, potem je pa priložnost za vaše vprašanja. Potem pa bomo prepustili, moj del bo v angleščini, potem bomo pa prepustili mizo za panel o povezovanju filma in glasbe z Markusom Lindejem, gostom, ki je že bil naš oziroma gost SIGIC-a tudi na festivalu Ment, in z Barbaro Zemljič, režiserko. Ona dva se bosta v ene pol ure res poglobila v to temo. Mislim pa, da vam bo pač Primož tudi pred samim dogodkom povedal, da je ena želja malo boljšega povezovanja filma in glasbe tudi prek tega mostu Ment na FSF in obratno. Mi pa zdaj začenjamo, gremo takoj v materijo. Predtem pa veliko je znanih obrazov. Ja, nismo se nekaj časa videli, mene nekaj časa ni bilo zaradi dveh odsotnosti zaradi porodniških. Poznate Ines. Ines je, mislim, da zelo dobro nadomeščala. Zdaj pa se v bistvu smo na sredini programa. Naša ekipa se bo malce spremenila od letošnjega leta naprej. Tukaj je tudi Mateja, moja kolegica, ki predstavlja podprogram Kultura. Jaz predstavljam, še vedno ostajam obraz za podprogram Medija, bova pa dobili novo svežo energijo. Ines žal odhaja, ampak odhaja njenim svojim izzivom naproti. Prav tako se je enako odločila Tanja, imamo pa Vito in Anjo in se veselimo priložnosti, da vam jih predstavimo na prihodnjih dogodkih. Torej, kot veste, mi smo člani Creative Europe Desk mreže, ki nam daje veliko informacij, možnosti za povezovanje vas in vaših kolegov v drugih državah. Smo pa tudi člani Culture Action Europe, On the Move. Vse so to ene mreže pomembne tudi politično lobiranje, recimo podpiranje mobilnosti vas ustvarjalcev prek celega kulturno-ustvarjalnega sektorja. Kar je pa naša glavna naloga, je, da vas informiramo o priložnostih na mednarodnem področju, da vam svetujemo pri prijavah za razpise, da vam v bistvu vas spodbujamo, da se udeležujete mednarodnih možnosti za usposabljanje, za predstavljanje vaših projektov in da promoviramo vaše projekte. In danes po tej moji predstavitvi bomo promovirali enega izmed projektov, ki ima podporo Ustvarjalne Evrope. Za tiste, ki poznate program Ustvarjalna Evropa, poznate tudi to infografiko. Trenutno smo recimo nekje na polovici oziroma čez polovico aktualne generacije, ki traja od leta 2021 do 2027 in kot sem rekla, Medija je ta, ki pokriva audiovizualni sektor in ima 58% proračuna, od teh 2,44 milijarde evrov za celih 7 let. Kultura pa zajema vsa druga področja kulture. Medsektorski sklop je pa nek most med medijo in kulturo, ki spodbuja medsektorsko sodelovanje in to je res eden izmed fokusov programa, da si želi več sodelovanja in zato je tudi, smo se odločili tudi
povabiti projekt, ki ga potem predstavljamo. Zdaj, za nekatere je to že slišano, že res večkrat slišano, ampak je dobro ponoviti, da podprogram Media je zadeva, ki v bistvu podpira vsa vaša sodelovanja, mednarodna sodelovanja in na nek način od razvoja projekta na audiovizualnem področju do promocije, do prikazovanja, do distribucije, celotno audiovizualno vrednostno verigo na mednarodni ravni torej podpira in vas vse želi narediti bolj, kako bi rekla, responsive, torej da lahko reagirate na trende na mednarodnem področju, da jim sledite in da ste zmožni sodelovanja na mednarodni ravni in s tem dopolnjuje nacionalne podporne sisteme. Mislim, da ne vidim nikogar iz Slovenskega filmskega centra, to sem namenoma napisala, ker to je očitna zadeva, da podprogram Media dopolnjuje, ampak se res kaže tudi in ponovno se skozi študije trenutno pokazalo, da tiste države, ki vlagajo v tiste področje, ki jih tudi Media na nek način res podpira in iz Medije res povlečejo največ sredstev. Primeri zdaj, videli boste tudi v prihodnosti, Evropska komisija si želi več vlaganja, več nekako spremljanja trendov na področju videoiger, potopitvenih XR, VR vsebin in imamo primer sosednje Hrvaške ali pa tudi Danske. Vem, Danska je mogoče malo v določenih smislih napredna, ampak oni, ko so ustanovili svoje inštitute za videoigre, so takoj tudi začeli veliko več črpati iz podprograma Media za ta področje, medtem ko recimo mi tukaj še malo šepamo. Stremi k zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev, kar pomeni, da poskuša, in zdaj se to res vidi skozi različne podporne sheme, poskuša tiste playerje, torej vas organizacije iz malih držav, ki se soočate z določenimi težavami, sploh vstopa na mednarodni trg, skozi svoje sheme pripeljati na to raven, da ste potem enkrat zmožni sodelovanja in tukaj imamo tudi med nami primere takih producentov, ki so svojimi projekti se res vzpostavili, pozicionirali mednarodno in so kompetentni in lahko v bistvu tudi v najbolj zahtevnih razpisih tekmujejo s svojimi kolegi iz veliko bolj zmogljivih držav v Evropi. Spodbuda naložbam, inovacijam v audiovizualni sektor, tu predvsem mislimo tudi na bančne sheme. V Bruslju ravno so nam pokazali, da tiste države, ki prepoznajo top-down interes sodelovanja v audiovizualnega oziroma kulturnega sektorja z bankami in izkoristijo vse, kar Ustvarjalna Evropa skozi svoje sheme ponuja za bančne spodbude za vas, producente, takoj tudi v bistvu imajo še nekaj od tega. Torej še en paralelni vzvod za dvig zmogljivosti sektorja skozi bančne podpore. Ponavljam spet eno zadevo, ki piše v pravni podlagi in ta dva cilja tudi Evropska komisija še bolj poudarjeno zdaj nekako res poudarja. Dva sta cilja, mogoče se komu zdita kontradiktorna, ampak na področju audiovizualnega sektorja, včasih industrije, pri nas pač ne moremo govoriti o industriji, je to spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in dediščine, torej promoviramo raznolike poglede, promoviramo kakovostno vsebino, ki jo pač evropski avtorji imajo in vizije, ki jih nekako razvijajo. Hkrati pa je povečanje konkurenčnosti in gospodarskega potenciala audiovizualnega sektorja res pomembna stvar in zdaj se še bolj poudarja, zato ker se zavedamo, da so različni v bistvu disrupcije samega trga, da imamo tehnološki napredek, imamo spremembe modelov financiranja, vse to želi, komisija se zaveda in v bistvu želi sektor podpreti v teh hitrih spremembah na področju. Zato je ta cilj še pomemben in vse, kar sem zdaj omenila, je tudi nekako povzeto skozi te ključne besede: konkurenčnost,
nadgradljivost v smislu, da tiste organizacije, ki želijo nastopiti na mednarodnih trgih, ki želijo odpreti si vrata v mednarodne trge, nekako imajo to podporo, da pri tem ne izgubljajo na svoji učinkovitosti ali da se ne izčrpajo. Inovacije na poslovnih modelih, digitalne inovacije v bistvu tudi v smislu, s katerimi partnerji sodelujete in sodelovanje ter trajnostni pristopi. Tisti, ki ste že včeraj bili tukaj in ste si popoldan vzeli čas, ste imeli priložnost z našo Ines se poglobiti v ozelenjevanje sektorja. Sem slišala, da je bila zelo plodna in fina debata, tako da to, če imate še priložnost, je dobro si pogledati na posnetek v arhivu festivala. Spet zeleni prehod tu. Svetujemo z naše strani, strani Motovile in Centra Ustvarjalna Evropa, strateški pristop. SMART vam je poznano. Specific, measurable, achievable, relevant in timely, v smislu, da si postavite cilje. Če se prijavljate, če razmišljate, tudi če ne razmišljate o samih projektih, je dobro se zavedati, da res ne moremo si več zatiskati oči in moramo vsi nekako prispevati na mikroravni, da sektor postane bolj trajnosten. In podprogram Medija zdaj zahteva skoraj v vseh svojih schemah, dobite tudi dodatne, oziroma dobite pač točke. Morate izpostaviti, kako se tega lotevate, ne pa stihijsko. Zato sem izpostavila SMART pristop. Vključevanje in enakost je druga, taka, temu rečemo, horizontalna tema, horizontalna prioriteta, tako na ravni projekta, organizacije in industrije. V tem smislu mislim, da je danes idealen dan, da se še malo o tem razmišljate. Danes ob 5 bo tukaj predstavitev certifikata Iskra, ki ga razvija Društvo filmskih igralcev na temo preprečevanja spolnega nadlegovanja v sektorju in je ena taka pohvalna iniciativa na tem področju. To omenjam pa tudi zato, ker pač, če vi razmišljate, če se prijavljate in če napišete, da spremljate te smernice, da jih implementirate, bo to že dovolj za to, ko se prijavljate na razpise podprograma Medija ali pa tudi širše, ker Iskra, če prav razumem, bo tudi širše dostopen za področje celega kulturno-ustvarjalnega sektorja. Krepitev odpornosti sektorja, sem že omenila, zelo hitre spremembe, zahtevne spremembe, vsi se zavedamo, vsi se zdaj soočamo tudi z digitalnimi dimenzijami v smislu umetne inteligence in ne vemo, kaj z njo. Vemo, da ne smemo zamuditi vlaka, moramo jo pa dobro razumeti in tako pluse kot minuse. Zato recimo sem jaz včeraj Inesino predstavitev žal zamudila, zato ker sem bila na enem predavanju, da vam lahko potem mi kompetentno naprej predavamo in ne samo promoviramo nekih orodij, ampak znamo presoditi, kaj so dobre in kaj slabe strani novih tehnologij in njihove uporabe v sektorju. In potem je še ena zadeva, ki bo naslednje leto v bistvu novost, je to, da Ukrajina bo kmalu postala polnopravna članica podprograma Medija, kar pomeni, da lahko tudi koproducirate z ukrajinskimi kolegi. In zdaj ne bom šla tukaj v specifike in detajle, ampak od leta 2021, ko se je začel nov podprogram, se 16 medija razpisov v bistvu nekako kategorizira skozi cilje, ki jih želijo ti razpisi podpreti. Danes se bomo malo skozi rezultate in zato, ker vem, da vas tukaj nekako najbolj zanima ustvarjanje, razvoj visokokakovostnih vsebin, se bomo osredotočili na rezultate teh razpisov. Bolj, da niso tisti razpisi, v katerih je Slovenija uspešna. Danes ne bomo omenjali uspešnih projektov, bolj se bomo na te splošne smernice programa in neke ozadja rezultatov, ki vam bodo mogoče dala food for thought, kako koncipirati svoj naslednji projekt in na kaj biti pozoren, tako na
eni ravni smernic, kot potem tudi samega pisanja projekta. Torej, poleg vsebin, ki jih razvija medija, ki jih vi razvijate, medija razmišlja tudi, kako jih potem, kako razvijati talente in skozi usposabljanje, dostop do trgov, inovativnih poslovnih modelov, distribucije na različnih nivojih, pa tudi potem prikazovanja skozi filmske festivale, mrežo evropskih kinematografov, filmsko vzgojo in razvoj občinstev. Medtem ko vse te tri teme in same razpise se povezuje skozi in spremlja skozi različne študije, iniciativ oziroma inštitucij, kot so European Audiovisual Observatory, ki je prav pred kratkim objavil eno študijo na temo umetne inteligence. Na večjih festivalih obstaja tudi European Film Forum, kot je za dialog odprta platforma s vami kot industrijo in razne promocijske platforme. Tukaj zdaj mogoče ne vidite čisto dobro, jaz sem zeleno pobarvala tiste razpise, ki so trenutno odprti. Veliko je podatkov, lahko vam tudi potem pošljem PDF. Pomembno je pa to, da je razvoj skupine projektov, ki je namenjena, ki je odprta za vse države, podprograma medija za razliko od razvoja mini skupine projektov, ki je odprta za Slovenijo in države, tako imenovane države nizkega audiovizualnega potencijala. Za bolj zmogljive producente sta potem ta dva roka pomembna. Trenutno je ta odprt, torej 5. december bo aktualen za producente. Tu so pa dodani tudi webinari, ki jih sama agencija organizira za posamezne razpise in jih je zelo dobro, res toplo priporočam, da jih spremljate, zato ker grejo res v detajle, povejo specifike, same prioritete, ampak tudi do's and don'ts, pogoste napake in jih je priporočljivo spremljati, da sploh dobite občutek, kaj kateri razpis podpira. To je za nas aktualno, produkcija TV in spletnih vsebin, ne še toliko, slišali smo čestitke producentu, ki je kot koproducent dobil podporo prek tega razpisa, tu že dolgo nismo bili uspešni, razvoj videoiger sem že omenila. Razvoj projektov evropske koprodukcije pa je nekdanji single projekt, torej tudi morate biti dva koproducenta iz dveh različnih držav, ki sodelujeta na razvoju enega projekta in rok bo 26. februar. Potem imamo poslovanje, tu se ne bomo preveč osredotočali, in občinstva, filmi na poti, to je distribucija filmov, torej vse filmi, evropski filmi, ki pridejo v Slovenijo, ponavadi distributerji dobijo podporo za njih, razvoj občinstva in filmska vzgoja, tudi tukaj je Slovenija uspešna, tako da so zato pobarvani zeleno, zato ker so aktualni. Splošni trendi in novosti. Res je, so zaznali v komisiji znatno, ogromno povečanje števila prijav v letu 2024 za več kot 25% in to posledično seveda niža stopnjo uspešnosti in je to pomembno imeti v mislih, zato sem vse cilje ponovila in poudarila in vse spremljanje digitalnih in vseh drugih sprememb in zrcaljenje tega v vaših projektih je zares pomembno. Je pa tudi pomembno, da izkažete tržno zanimivost, inovativnost projektov, ker to je pač tisto, kar sem poudarila, ta gospodarski vidik, konkurenčnost samih projektov, ki potem v bistvu pridejo na vrh lestvice podprtih. Je pa tudi znana dvig ravni sodelovanja organizacij iz teh naših malih držav. Kot rečeno, to bomo tudi videli malo pri rezultatih, to je dobra stvar in vse več malih držav se vključuje, to pomeni, da tudi ena Malta pa je nekako on board, ali pa Bosna, ki prej niso imele toliko priložnosti. Poudarek na VR-XR smo že omenili in to je dejansko res napisano eksplicitno v strateških dokumentih, tako da je očitno zelo pomembno in se bo na to gledalo v različnih vidikih. Pa še ena nova stvar, ki je pomembna za tiste, ki ste se prej prijavljali oziroma če se na novo prijavljate, za razliko od prej,
ko vi oddate svoj projekt prek elektronskega sistema, se upravičenost, torej ali vi sploh izpolnjujete pogoje prijave, se preverja šele, ko se v bistvu kvalitativno ocenijo projekti. Torej, to je za razliko od prejšnje logike, zdaj drugi switch in je ful pomembno, da preberete pogoje in jim dejansko jih zadovoljite, ker se bi znalo zgoditi, da greste skozi celotno selekcijo, projekt je preverjen in potem v bistvu pred samim podpisom pogodbe komisija ugotovi, da niste oddali primernega referenčnega projekta, naprimer. Vem, da za nekatere so mogoče stvari, ker ne gremo v tehnične detajle, zdaj malo blurry, ampak kot rečeno, tu smo in mi imamo tudi kultorke, tako imenovane kultorke, to so svetovanja ob torkih, kar pišite, pokličite, pa se lahko zadeve poglobimo skupaj. Pri klastru poslovanja je pomembno, da komisija spremlja, vidi, koliko distributerji morajo vlagati v, naprimer, promocijo in oglaševanje svojih filmov in skladno s tem bo tudi povečala podporo za njih. Pri usposabljanju in spodbujanju talentov pa so določene spremembe oziroma, kako bi rekla, gre v to smer spremljanja digitalnih trendov na raznih nivojih. Pri tem, da se gleda, kje so skill gapi, torej seti veščin, kako omogočiti audiovizualnim profesionalcem, ki jih sama usposabljanja, sami tečaji oziroma programi usposabljanja združujejo in jim ponujajo določene nove stvari, kako naj jih res opremijo za to, da lahko plujejo na tem valu tehnoloških sprememb, financiranja in tako naprej. Pa tudi ozelenitev še bolj eksplicitna v samem razpisu. Pri občinstvih je zanimivo, da bo Evropska mreža kinematografov še večjo pozornost dala na tako imenovane cinema deserts, torej področja lokalna, ki nimajo kinematografske infrastrukture in bodo nekako skozi svoje projekte pomagali, da so filmi tudi tam videni. In še večje poudarka na inovativnih orodjih v filmski vzgoji in razvoju občinstev, kar spremlja v bistvu spremembe navad mladih občinstev, pa tudi drugih pri uporabi digitalnih orodij. In zdaj še zadnji slajdi, ki sem jih obljubila. Razvoj, torej koprodukcije. Tukaj gre za sodelovanje dveh koproducentov iz dveh različnih držav, ki razvijajo en projekt. Lanski rezultati kažejo veliko povečanje prijav, 257 prijav, lani je že bilo je bilo veliko nižje število. Zanimivo je, da je bilo vseeno nek upad, od tega je 235 prijav bilo analiziranih, torej upravičenih. Te prijave so prišle iz 34 držav, če štejemo in koordinatorje in partnerje. Od tega, to je zanimivo za naš kontekst, je bilo 19 malih držav oziroma držav nizkega audiovizualnega potencijala, to je pa angleška kratica Low Capacity Countries. Konzorciji ponavadi štejejo 2 do 5 partnerjev. Še vedno so koordinatorji največ iz velikih držav, to so 4 države, Francija, očitno, Italija, Španija, Nemčija, iz malih držav pa izstopa Češka, Portugalska lani, Grčija in Hrvaška. Končne številke so, da je bilo 47 podprtih projektov iz 18 držav, kar je 20% stopnja uspešnosti v primerjavi z veliko, jaz bi rekla, veliko višjo še lani. Na splošno je trend, da je največ podprtih filmov v teh projektih so igrani filmi, sledijo si dokumentarni in potem animacije. 63% so pa mešani konzorciji, to se nanaša na konzorcije, torej sodelujejo producenti iz velikih in malih držav in to je tisto, kar smo rekli, da je v bistvu nekako komisija dosegla skozi te razpise, da se več sodeluje na evropski ravni med ne istovrstnimi državami, ampak raznolikimi, kjer se potem dogajajo tudi izmenjava skillsov in v bistvu načinov delovanja in tudi omogoča se boljši dostop do financ. Če gremo na razvoj mini skupine projektov, ki je nekako, kot smo rekli, razpis namenjen
našim malim državam, med drugim tudi Sloveniji. Leta 2022 je bilo 75 prijav, 37 podprtih, tu ne vem, zakaj mi je izpadlo, mislim, da je bilo lani 38 podprtih na 123 prijav. Imamo pa lanske rezultate kot najbolj frišne, zato je ta diskrepanca 23 versus 24 v primeru drugih razpisov. Ponovno izstopa Češka, potem si sledi Poljska, Madžarska in Grčija, to so države, iz katerih je prišlo največ prijav. Je pa dobro imeti v mislih, da je 54 prijav oziroma 54 konzorcijev izkoristilo priložnost in vključilo tudi kratki film. To je za vas mogoče tiste, ki ste tu mlajši ali ste režiserji. Medija zdaj že od leta 2021 omogoča, da se poleg dolgometražnih filmov v skupino projektov vključi tudi kratki film, in to razvoj in produkcija kratkega filma nekega talenta, režiserja, ki še ni toliko vzpostavljen, ni še bil, njegov profesionalni film se še ni vrtel na mednarodni ravni, ima pa ta potencial. Torej skoraj polovica izbranih prijav je imela attached oziroma priključen še kratki film. 40 prijav iz 16 držav je bilo vključenih v teh pokritih z teh 5,5 milijonov evrov, kar je 39% uspešnost. Ponovno največ igranih filmov, dokumentarni, animirani, in tukaj je tudi vključena Slovenija lani. Češka je imela največ uspešnih prijav, je pa Slovenija imela tudi 3 prijave, kar je odličen rezultat. In skupina projektov, ta nekako najbolj zanimiv za vzpostavljene producente iz vseh medija držav. Spet vidite razliko. Lani je bilo 142 prijav in 88 podprtih, letos pa 223 prijav iz 28 držav in od tega 82 podprtih iz 19 držav. 40% stopnja uspešnosti, je pa tako, da tu vseeno taka je konkurenca, in zato, ker pač največ prijav prihaja spet iz velikih oziroma dobro vzpostavljenih držav, ki imajo še svoje same sisteme financiranja in nasplošno podpore audiovizualnemu sektorju dobro vzpostavljene, tako da tu je kar ogromna konkurenca. Je pa spodbudno videti, da naši producenti vseeno lahko tudi v tem smislu in na taki ravni kompetentno tekmujejo in so izbrani, saj je Slovenija imela lani en uspešen projekt med vsemi temi in polovno skoraj polovica prijav vključuje kratke filme. Ok, to je bilo na hitro. Če rabite še kakšne druge informacije in vpogled, imamo take brošure, imate jih tudi na spletu našem na voljo, hkrati pa kot rečeno, smo na voljo za svetovanje, za vsa vaša vprašanja. To je spletna stran, ki je v bistvu izključno namenjena informacijam za program Ustvarjalna Evropa, medija in kultura, medtem ko na Motovili dobite vpogled vse naše dejavnosti, naše dogodke, naše usposabljanja, naše spremljanje področja in vabljeni, če še niste, da spremljate tudi novice in vse, kar organiziramo. Pa še ena mogoče tako rahla napoved oziroma Motovila se res trudi, da na področju ozelenjevanja spremlja smernice in vam jih kompetentno predaja, ne da je sam bla bla bla. Planiramo v prihodnosti en projekt, kjer želimo organizacije iz širšega kulturnega in ustvarjalnega sektorja opolnomočiti pri tem, da res razmišlja strateško na tem področju, tako da spremljajte nas, in če vas bo zanimalo, da se priključite enemu vodenju, ki ga bomo skupaj z Umanotero, ki je nekako najbolj vzpostavljena organizacija v Sloveniji na tem področju. Če se želite pridružiti in biti vodeni v tem smislu, bodite zraven. Evo, kakšno vprašanje, ali si naredimo eno pavzo? Mene samo
zanima. Video igre ste omenili, ali to velja od zdaj naprej, ali je že zdaj dosti prijaviteljev bilo z tega področja, ker video igre so? Ja, odvisno iz katerih držav, ampak ja, videoigre so že nekaj časa del programa, v bistvu dolgo. Zdaj so se malo bolj razrahljali recimo kriteriji prijave, tako da videoigre so v bistvu del in bodo še bolj in še naprej nekako v fokusu, tako da ja. Okay. Si damo malo časa in greste spit vode, pojeste obliček in potem prepuščam besedo našim gostom.